Študenti za študente. Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke. Danes je z nami Leonardo David Gasser, diplomiran filozof in študent zakonskih in družinskih študij. Kako gledaš na trenutno situacijo? Doran, tako iz svoje osebne perspektive, jaz vidim na to situacijo pravzaprav, čeprav je dosti neprijetno, tudi istočasno vidim to kot priložnost. Predvsem zato, da ponovno ocenim pri sebi in v svojem življenju, kaj je tisto, kar meni najbolj pomeni, kaj je tisto, kar potrebujem, da lahko živim, pa tudi, da malo pogledam na tiste stvari, ki mogoče niso tako bistvene, kot bi si prej mislil, ne? Ta celotna situacija se mi zdi, da me je, ne samo mene, ampak tudi vse tiste, ki poznamo, ne, nas je malo preselila k temu, da naredimo še kakšno refleksijo o tem, zakaj se gre sploh v naših življenjih, kako želimo živeti, kaj je za nas pomembno. In čeprav, kot sem prej rekel, zna biti neudobno, se mi zdi, da je istočasno vidim to kot velika priložnost za naprej. Tvoja družina prihaja iz Argentine. Kakšna je situacija tam? Kako se spopadajo tam? Tako, ja, z družino smo prišli dobrih 10 let nazaj v Slovenijo, sicer moji stari starši so vsi Slovenci. Situacija tam pa trenutno ni glih najboljša. Namreč, lahko bi rekli, da pravzaprav malo zaostajajo kot tule, ne? To, kar smo tu videli mogoče dober mesec pa pol nazaj, šele tam se začenja počasi dogajati. V smislu, da vedno je več ljudi, ki so okuženi s koronavirusom, pa čeprav so tudi imeli karanteno zdaj nekaj časa in še imajo do 25. maja načeloma, situacija se ni bistveno zboljšala, no. Pač dan za dnem se še vedno številka okuženih narašča, števila mrtvih. Je težko, ker veliko ljudi pač morajo delati in zaradi omejitev, ki jih imajo gibanja tam, ki jih imajo še hujše kot tule, pač ne morejo in je kar velika stiska trenutno. Je kakšna razlika med Slovenijo in Argentino? Ja, se mi zdi, da je zelo bistvena razlika v smislu, da se mi zdi, da povprečen Slovenc je ravna bistveno bolj odgovorno do drugih, kar se tega tiče. V smislu, da se mi zdi, da kot država, kot narod smo uspeli pomisliti ne samo nase, ampak tudi na druge in kolikor se je dalo se držati vseh pravil. In zaradi tega pač vidimo uspešnost, a ne? Smo prva država v Evropi, zdaj, ki smo razglasili, da ni več statusa epidemije, še vedno so razna tveganja, ne? Ampak vseeno, to je kar dosežek, se mi zdi. V Argentini pa žal zna biti dosti drugačna slika, ker veliko Argentivcev pač imajo malo različno perspektivo pač v življenju in se niso toliko držali tega in pač žal so posledice, ne? Tudi ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, ker ekonomsko, finančno nasplošno država ni tako v dobrem standardu, takšnem standardu, kot smo mi Slovenci in to se tudi zelo pozna v bolnišnicah pa povsod pravzaprav. V času korone je bilo naše gibanje in druženje omejeno. Kako ti gledaš na to? Zdi se mi, da je bilo potrebno, oziroma še vedno so omejitve potrebne, ne? Ker žal hočemo ali nočemo, pač ta svet, v katerem živimo danes, je bistveno drugačen od tega, kakšen je bil pol leta nazaj. Zdi se mi pač potrebno zelo, tako rekoč, ker brez tega zagotovo situacija bi bila bistveno hujša, kot smo lahko videli v Italiji pa v drugih državah. Je seveda zelo nerodno, tudi ker vidim stisko vseh mojih bližnjih, v mojem življenju, na primer osebno, ker bi rad se družil s punco, a ne, ona pa je trenutno na Češkem, pa zaradi te situacije se že več mesecev nisva mogla videti. Je pa tudi, zna biti sporno tudi za tiste mogoče, ki niso v najboljših odnosih, pa so zdaj prisiljeni k temu, da so tudi doma, a ne, več sporov, več neprijetnosti, a ne. Ko sem prej omenil, mogoče pač je ta čas priložnost, a ne, da se zboljšamo, da več razmišljamo o sebi, da skušamo marsikaj urediti v lastnem življenju. Žal pa pač ne bo se vsak za to odločil, oziroma ni čisto vsaka oseba zmožna
takšnih korakov, predvsem v večjih stiskah, kot jih danes poznamo. Kakšni so se ti zdeli odnosi v času omejitev? Zdi se mi zanimivo, da pravzaprav zdaj imam večji stik z drugimi ljudmi, kot sem prej. Glede na to, da zdaj se mogoče nismo mogli to gibati, vseeno preko interneta smo lahko vzpostavil več stika z drugimi prijatelji, ki jih že dolgo časa nisem videl, mogoče tudi iz drugih držav. Glede na to, da smo lahko bili doma, se mi zdi, da to zdaj je postalo, pač situacija nas je prisilila k temu, da te naši odnosi začnejo potekati bolj virtualno kot samo osebno, Kar ima tudi svoje prednosti. Seveda so tudi nevarnosti, da popolnoma opustimo tudi navadni osebni stik, kar ni dobro, Ampak se mi zdi, da tudi v tem času smo lahko videli, kako pravzaprav se tudi virtualno lahko da gojiti neke odnose, kar odpira veliko vrat, In se mi zdi, da to zelo zanimivo področje zdaj za raziskovanje. Kaj pa odnosi s starostniki? Meniš, da so oni na področju odnosov utrpeli večje posledice? Ja, so se znašli zelo verjetno v večji izolaciji kot prej, Zagotovo je bilo za njih težje, Ker tudi ni prijetno živeti nenehno z nekim strahom, da se lahko okužiš samo, ko greš do trgovine, Predvsem vse te rizične skupine, se mi zdi, da tudi mi kot narod smo lahko videli, kako moramo tudi paziti na starejše osebe, kako so lahko tudi oni zelo krhki in kako tudi potrebujejo našo bližino in naše odnose, da lahko preživijo, Po eni strani se mi zdi, da so več trpijo zaradi vsega tega strahu, ki se več pojavlja. Po drugi strani, kot sem rekel prej, glede na to, da smo zdaj morali postati bolj virtualna družba in smo morali gojiti virtualne odnose, se mi zdi, da tudi kar nekaj starostnikov so tudi uspeli se nekako modernizirati, kar se tega tiče. Osebno, na primer v moji družini, tudi moje stare mame, ki so začele več uporabljati WhatsApp, pa take elektronske medije, pa so dejansko zdaj lahko imajo več stika kot prej z ljudmi, Tako da so plusi, so pa tudi minusi. Kako pa naprej, težko rečem, bomo videli, Kakšni pa se ti zdijo odnosi sedaj? Zdaj počasi se mi zdi, da stvar malo zaživi, čeprav še vedno je kar nekaj strahu, Ker čeprav nismo več v statusu epidemije, pač virus še vedno obstaja in še vedno kroži okoli, tako kot mnogi drugi virusi, Se mi zdi, da zdaj te naslednji tedni, meseci bodo tudi zelo dober čas, da se pogleda malo nazaj, kako je vse skupaj potekalo, kako so se spremenili odnose, da lahko obdržimo tisto, kar je bilo dobro, Istočasno pa, da začnemo tudi počasi odpraviti tisto, kar ni bilo tako dobro, Predvsem ta osebni stik, da počasi lahko ga začnemo pridobiti nazaj. Se mi zdi, da to bo še vedno nekaj časa trajalo, da ne bo takoj, ampak delamo korake na pravi smeri, To se mi zdi. Meniš, da je ta situacija prinesla tudi kakšne pozitivne lastnosti? Ja, seveda. Se mi zdi tudi zelo pozitivno to, da smo se morali malo modernizirati, kar se tiče tehnologije, Veliko tudi odraslih oseb so mogoče, ki se težko prilagodijo tehnologiji in so sedaj morali se k temu prilagoditi, pač se mi zdi, da ta preskok je lahko za marsikoga zelo koristen, tudi za nas kot družba za naprej, da tudi se dokaže, naprimer, da se da več delati od doma, pa takšne stvari, Da nam ni treba cel dan garati samo v službah druge. Se mi zdi, da smo tudi lahko videli na pomembnost družinskega življenja za tisti, ki to zmorejo, Skratka, se mi zdi, da je kar nekaj pozitivnih lastnosti, kar se tega tiče. Še vedno itak moramo se spopadati s temi negativnimi čustvi, ki so mogoče nastali, zaradi trenja in zato, ker smo bili prisiljeni, da smo bili z drugi, Se mi zdi pa sedaj, ko bomo lahko naredili malo distance do nekaterih, pa se lahko približali drugim, da bomo lahko lažje ocenili tudi te dobre vidike, ki smo jih tudi zdaj pridobili, Se ti zdi, da bo svet zdaj kaj drugačen?
Ja, zagotovo. Predvsem, kar se tiče večjih druženj in tudi več to, da moramo nameniti več pozornosti do bolj kritičnih skupinah, a ne kot so starostniki, otroci in tako naprej. Se mi zdi, da čeprav je bilo veliko neprijetnih trenutkov, kar smo morali pretrpeti in še moramo pretrpeti, da vseeno na splošno smo lahko naredili korak v dobro smer, kar se tiče tega ponovnega ocenjevanja, kaj je pomembno, kaj ni pomembno v družbi, v življenju, kaj je tisto, kar je essential, a ne, tako kot imajo v ZDA. Se mi zdi, da to, da smo bili prisiljeni, da smo naredili tudi korak naprej v tehnologiji, da smo se morali še bolj povezovati na razdalji preko interneta, se mi zdi, to je absolutno dobra lastnost. Predvsem zato, da človek lahko tudi preživi malo več časa doma in ni konec sveta, a ne. Ko večkrat samo delamo in se matramo, se trudimo za študij, da dobimo denar, postanemo sužnji temu zelo hitro, a ne, in se zgubi tisto prvotno perspektivo, zakaj se sploh temu lotimo, ne, kaj je tisto, kar želimo v življenju, zakaj sploh se učimo, zakaj sploh delamo, zakaj se sploh z nečem ukvarjamo. Se mi zdi, da sedaj, ko smo imeli takšen premor tega norega življenja, da smo lahko malo drugače videli kakšno stvar in da bomo lahko tudi zaradi tega nastopali v malce boljšo smer. Vsaj tako upam. Se pravi, se ti zdi, da nas je ta svet zdaj prisilil, da smo se ustavili mal, pa na to situacijo pogledali z drugačnega zornega kota? Ja, seveda, na družbo kot celota, tudi na vsako posamezno življenje. V smislu, da lahko se ukvarjamo z bolj eksistencialnimi vprašanji, ne? V smislu, kdo sem, zakaj sem tu, zakaj to počenjam ali drugo. Ta identitetna vprašanja tudi, a ne? Kdo sem v družbi. Se mi zdi, da kljub vsem neprijetnosti da ta prisila je tudi lahko novi val bolj pristnega življenja za marsikoga. In iz tega vidika se mi zdi, da je to lahko, kot sem prej omenil na začetku, zelo velika priložnost za nas vse, da še enkrat premislimo in naredimo še kakšno refleksijo, kdo sploh želimo postati, kam želimo iti, in da postanemo malo bolj zakoreninjeni v dobrih načelih za naše življenje in za naprej. Kako si se ti soočil s tem virusom? Kaj je tebi pomagalo, da si šel lažje čez to situacijo? V mojem osebnem življenju meni je zelo pomagala molitev in duhovnost. Namreč, ker sem verni človek in duhovnost mi veliko pomeni, ob vsem tem, kar se mi je dogajalo, ker so mi propadli vsi plani in vse želje in nekatere upanja za naprej, a ne, sem bil prisiljen k temu, da ponovno ocenim, kaj je tisto, kar je meni najpomembneje v življenju. Sem se moral prilagoditi tudi študiju preko interneta in takšnih stvarem, kar je bilo itak dosti naporno za marsikoga. V preteklosti mogoče bi se mi to zdelo idealno, da bi se lahko učil doma, trenutno pa, ko sem šel skozi vse to, nisem tako prepričan, nisem več tako prepričan kot prej. Je bilo naporno tudi, ko smo bili cel dan, a ne itak z družino. Jaz namreč trenutno še vedno živim z družino in se pozna, ko moraš biti cel dan notri v hiši, pa se ukvarja tudi malo več z drugim, ko bi želel biti malo bolj sam. Tako da duhovnost zame je bila ena taka oaza, kamor sem lahko šel in se lahko črpal tisto vodo, ki sem jo potreboval za to, da sem lahko preživel ta čas. In čeprav je bilo na več trenutkih zelo neprijetno, sem vseeno zelo hvaležen, ker kljub vsega tega, kljub vsemu temu vidim, kako se je tudi moje življenje napredovalo in dozorelo na načinih, ki jih ne bi pričakoval ali ne bi mislil, da bi potreboval, in sem lahko kljub vsega še vedno dosti hvaležen. Se pravi, je v teh trenutkih pomembno tudi to, da smo hvaležni. To pa pogosto v današnji družbi kar pozabimo in hrepenimo po vedno več, namesto da bi bili hvaležni za sedanji trenutek, tukaj in zdaj. Ja, hvaležnost je zagotovo nekaj izredno pomembnega v življenju, ker
če nismo hvaležni, če ne znamo biti hvaležni za to, kar že imamo, pa samo gledamo na to, če se nimamo, ne, kar nam še manjka, pač življenje zelo hitro lahko postane tako kislo, ne lepo, ne, dosti grdo, tako pesimistično. In nenehno se moramo boriti za naprej, da lahko le pridobimo tisto veselje, ki se želimo, ne. Ko pa lahko gledamo tudi z hvaležnostjo, tudi če so neprijetne situacije ali pa če okoliščine niso najboljše, tudi v bolezni se mi zdi, da človeška duša, človeško srce lahko bistveno bolj dozori, če dovolimo trpljenju, da tudi prinaša iz nas te najboljše stvari, ne. Je pa odločitev, zagotovo. Ni lahka odločitev, ampak je pa vseeno odločitev. Leonardo, hvala, da si vzel čas in sodeloval v pogovoru. Hvala tebi, lepo je bilo.